In sedaj je pred nami razglasitev 10 najboljših gospodarjev znanja v slovenskem prostoru. Zato na oder vabim dr. Danijelo Brečko, članico strokovne komisije za izbor Top 10 izobraževalni menedžment 2017, ki nam bo predstavila, kaj kažejo letošnji rezultati raziskave v primerjavi z lanskimi, ter kakšna je bila metodologija in kakšni so bili kriteriji za izbor najboljših. Danijela, izvolite. Hvala lepa. Naj povem, da ta raziskava traja sedaj že 16 leto, že vztrajamo in raziskujemo, kdo je najboljši oziroma 10 najboljših. In letos imamo eno novost tudi in sicer se bomo primerjali z rezultati statistike z letom 2015 in pri tem se izjemno toplo zahvaljujem Statističnemu uradu Republike Slovenije, ki nam je te podatke prijazno posredoval za namen te primerjave. Tako da hvala Martini še enkrat tudi za to. In najprej bi uvodoma predstavila še enkrat kazalnike, to pa z enim namenom, da vas opogumim, da tudi vi sodelujete pri tem, bolj množično kot mogoče do sedaj. Ker to pomeni samo to, da dvigujemo standarde na področju usposabljanja in izobraževanja in mislim, da bo to od tega vsak nekaj pridobil. Kakšni so bili kazalniki? Letos smo jih še malo bolj skrčili z namenom, da vam olajšamo delo. In sicer to je bil izobraževalni proračun glede na skupne prihodke od rednega poslovanja, se pravi delež, to so predvsem celo finančni, trdi podatki, izobraževalni proračun glede na skupne stroške dela, prav tako delež, povprečna letna investicija v izobraževanje in usposabljanje na sodelavca, ne na zaposlenega, zdaj smo se posodobili in imenujemo vse sodelavce. Naslednje število kazalnikov pa nekako prešteva število ur, to je povprečno število ur izpopolnjevanja znanja in usposabljanja na sodelavca, potem povprečno število ur izobraževanja tudi vodstvenih delavcev oziroma članov najvišjega vodstva, delež sodelavcev vključenih vsaj eno obliko izobraževanja in pa tudi v bistvu delež notranjih mentorov, trenerjev in coachov med vsemi zaposlenimi oziroma med vsemi sodelavci. Zdaj najprej bi vam predstavila, kaj kažejo letošnji podatki po vseh teh kazalnikih, se pravi 7 kazalnikov, to je srečno število, tako da zato smo jih izbrali ravno 7. Takole nekako so se razporedili. Se pravi, izobraževalni budžet je nekje 0,25 od seveda rednega poslovanja, potem izobraževalni proračun glede na skupne stroške dela je 1,59, povprečna letna investicija, se pravi, koliko namenimo enemu zaposlenemu, je skoraj 600 evrov oziroma večkrat manj. Povprečno število ur izpopolnjevanja znanja in usposabljanja na sodelavca je 24,60. To je mogoče malo se sliši, ampak glede na to, da v bistvu je kar precej e-learninga in da to nekako ne znajo podjetja dobro vrednotiti, je verjetno to tudi to. Povprečno število ur na usposabljanje na člana najvišjega vodstva je nekoliko večje in pa seveda delež sodelavcev vključenih vsaj eno obliko izpopolnjevanja znanja in usposabljanja je 90% oziroma 90,5% in pa delež notranjih trenerjev je nekje 12,12 trenerjev, mentorjev in coachov. To kažejo podatki za letošnjo leto, sedaj se bomo pa primerjali tudi z realnostjo v Sloveniji, se pravi z podatki, ki nam jih je priskrbel SURS in sicer kaj nam kažejo torej tile kazalniki. Lahko smo se primerjali samo po teh 4 kazalnikih in tudi v bistvu letos priredili razpis tako, da ste zajemali podatke po enotnem, na enak način, kot ste ga tudi, ko ste poročali SURS-u v letu 2015. Takole nekak je, SURS v bistvu ima izobraževalni proračun glede na skupne stroške dela 0,83, a ne medtem, ko tukaj vidite top 10, 1,59. Tudi v bistvu znesek na usposabljanje zaposlenega je nekoliko povprečju v Sloveniji nižji, kot kaže top 10. Povprečno število ur izpopolnjevanja znanja in usposabljanja na sodelavca je tudi višje pri top 10, kar je tudi nekako pričakovano. In pa vidite ta vključenost v delež sodelavcev, ki je bil vključen vsaj v eno obliko izobraževanja, je v slovenskem povprečju 63,5 približno in pa, kot sem že prej dejala, top 10 pa skoraj 91%. Tako da to potrjuje tudi našo hipotezo, da se dejansko prijavljajo na top 10 podjetja, ki nekako v bistvu več vlagajo v izobraževanje. In jaz vas res še enkrat prijazno vabim, da se pogumite naslednje leto in da še v večji številu sodelujete in da nam pomagate vsem skupaj dvigovati standarde na tem področju. Tako da toliko z moje strani in hvala za vašo pozornost. Preden razglasimo, katerih je najboljših 10
gospodarjev znanja za leto 2017. Vabim direktorja podjetja Planet GV, gospoda Petra Ribariča, da se mi pridruži na odru. In prav tako gospod Danijelo Brečko, da skupaj podelimo priznanja. In kdo so prejemniki priznanj top 10 izobraževalni menedžment 2017? Na oder vas bomo vabili po abecednem vrstnem redu. Po prejemu plakete pa vas prosimo, da ostanete z nami na odru, saj bomo na koncu upravili še skupno fotografiranje. Pa začnimo. Iskrene čestitke podjetju IBM Slovenija d.o.o. Delivery and Payroll Specialist for IBM Slovenija in gospa Teja Špolar, HR administrator. Prosim, če se mi pridružite. Nista? Nista z nami? A se boste sami slikali? Ja, bomo dali. Ja. Iskra mehanizmi d.o.o. Plaketo bo prevzela gospa Vesna Rodriguez, koordinatorka projekta in izobraževanja. Iskrene čestitke. Mogoče kar tle na desno, da ne bomo. Naslednji prejemnik priznanja je Kolektor Group d.o.o. Plaketo bo prevzela Erika Devetal, vodja podjetja Advertising. Iskrene čestitke. Krka d.d. Novo mesto. In gospa Simona, to je predstavnik vodja izobraževanja in kadrov. Čestitke, lepa. Pri petem smo. In to je Lek farmacevtska družba d.d. Plaketo bo prevzel gospod Samo Roš, direktor kadrov in član uprave. Iskrene čestitke. Čestitke sam. Moškega. Petrol d.d. Plaketo bo prevzela gospa Anita Lešek, vodja izobraževanja in razvoja kadrov ter ravnanja s človeškimi viri. Iskrene čestitke. Telekom Slovenije d.d. Plaketo bosta prevzeli gospa Leja Šmigoc, vodja tima za razvoj in izobraževanje ter HR business partner in gospa Mateja Macele Golob, strokovnjak za selekcijo kadrov in razvoj. Pod številko 8. Tobačna Ljubljana d.o.o. Plaketo bo prevzela gospa Monika Teran, direktorica kadrovskega področja za Adriatik. Iskrene čestitke. Naslednji prejemnik priznanja je podjetje Treves d.o.o. Plaketo bo prevzela magister Anja Mose, vodja službe človeških virov.
In še nazadnje, zavarovalnica Triglav d.d., za katero bo plaketo prevzela gospa Damjana Lunder, vodja za izobraževanje. Iskrene čestitke. Mislim, da je sedaj čas še za eno skupinsko sliko. Vsi prejemniki plaket. Lahko se tudi pomešate. Gre ves na sredo. Imamo moja dva. Zato pa še mesece. A vas lahko se skak malo naprej, da ne bo se preveč. Krka pa lekca tudi. Mogoče res, ok. Da bo utežena slika. Roko najprej malo mene pogledaj. Ok, še mene. Hvala. Še vas. Hvala in iskrene čestitke. Zdaj vseeno še ne odhajajte z odra. Nismo vas namreč želeli pred fotografiranjem preveč otežiti oziroma